To je Seat Leon Cupra RR. Avtomobil, ki morda nima najbolj posrečenega imena. Moral bi biti Seat Leon odgriznil ti bom glavo ali pa Seat Leon potreboval boš kiropraktika. Oziroma na kratko, Seat Leon Cufa. Ja, Cufa je dobro ime. Če bi želeli imeti športen avtomobil, pa ne bi hoteli, da se že na 100 metrov daleč vidi, da sedite v pravi mali bombici, potem je za vas Cufa. Seveda ne v tej barvi, denimo v navadni beli, pa potem ta Leon izgleda kot vsak povsem običajen Leon. Dejansko ga loči samo ta črnina spredaj in tista zadaj. Ampak ta Leon ni navaden Leon. Pravzaprav je s svojimi 195 kW moči presenetljivo poseben. Pospešuje tako suvereno, da na utrjevanje vratu ne bo treba več hoditi na fitness. In Cufa je zaradi 5 vrat, dokaj velikega prtljažnika, pa tudi zato, ker ni agresivno trda, dovolj uporabna, da se bo z njo vozila tudi žena. Šele ko se boste res zapodili po cesti, takrat vas bodo navduševali pospeški in v določeni meri tudi lega na cesti. Ni slaba, ne razumite me napak. Avtomobil je kot prilepljen na cesti, ampak ob tem mi vseeno ne zaigra srce. Temu Leonu manjka duša, vožnja je kot v PlayStationu. Perfektna, sterilna, ampak povsem germansko dodelana. Prav nič avto emocijon ne čutim. Za lažjo odločitev še odgovor na vprašanje, kako se Cupra R sploh obnese v primerjavi z ostalimi tekmeci. Hitra je vsaj toliko kot Megane RS in morda le malce manj od Focusa RS, a hkrati od obeh lahkotnejša in dejansko lažja za vsakodnevno življenje. Od brutalne in roki trgajoče Mazde 3 MPS veliko spodobnejša in dejansko mnogo hitrejša od Civica Type R. A vseeno, Cupra R je avtomobil poln talentov, za katerega pa je treba odšteti 30 000 evrov. In jih je vreden.